Zakaj pa je LOL Slovenija se v bistvu sploh končal? Kaj je bil tisti... Dead game. Kaj je bil endgame? Kaj je bil glavni razlog, da ste zato zaključili? v bistvu LOL Slovenija se ni končal. LOL Slovenija se je združil v Gaming Sea. Okay. Kaj? Gaming Sea? Gaming Sea se še zdaj obstaja. Obstaja še Zdaj, vedno, ne, ja. pa Gaming Sea se je preimenoval v Hapsi. Ja, se res, ja. V Hapsi in to še zdaj obstaja. Se imam na Facebooku follow, ampak ja. da je nek post, da bi imel se spomnil. To je v bistvu, pač, ker LOL niso šlo več samo za LOL, šlo se gremo zdaj hire, vse več delali. In jaz sem se v bistvu takrat zaposlil na firmi, ki je to delala in sem v bistvu tam smo združili. Si delal marketing. Ja, tudi, pač. Okay. In to je bila pač, ja, to je bila, zdaj kaj lahko, ampak ja, to je pač firma, legit je bilo ime firme, to si vejo, ker so v bistvu lastniki. Legit firma, ker se Legal business. Ker so v bistvu lastniki bili pač takrat Gaming Sea, pa Okay. Uvi je bil, pač Uvi smo naredili, pa to je v bistvu to, no, kar je bilo glede tega. In pa smo mi evente delali in smo pač združili to skupaj. To je v bistvu pač, jaz sem se tam zmenil, ko sem prišel delati, dobil sem neko res malo kompenzacijo za 7 let, ampak jaz sem sam to hotel, pač dal mi en laptop, rekel sem, ta laptop mi kupim laptop, sem rekel, klemaš. Pač jaz ne bom več. Zdaj se mi, da LOL Slovenija se res trudi pač ozaveščati. Ja. Imeli ste spletno stran, članke, delali ste, mislim, da popis vseh igralcev, ki so bili rangirani Slovenci, Ja. ki so bili dobro rangirani. Potem ste delali dogodke, delali ste te druženja za oglede finalov, Ja. pač res ste se trudili nekako povezovati sceno. Kakšna pa je zdaj v bistvu medijska pokritost? Ja. Sploh? Veš kaj je bilo, vse to smo vse delali, pa smo ratali stari 24, 25, pa smo rekli, treba je imeti kaj denarja, pač jaz študentskih let je konc začeti treba delati. Jaz sem takrat najprej jim prepustil za 1 leto, ker sem začel nekje druge delati in sem jim rekel, zdaj pa vodite LOL Slovenija naprej in pač niso nič naredili. Tako nič ni bilo, pač turnirji so nič od nič, podcasta sta bila 2, nič ogledov. Pa zdaj res obstaja sam še Epicenter, se mi zdi po Sloveniji ostala pač, dead. ja, in so vse pač nehali delati in pol sem jaz bil tako, whatever, jaz bom to, pač sem se zmenil za legitom in pač smo tam prevzeli in tam smo neki probali, ampak glej, ker si pa firme pa drugače. Pač ne boš neki delal, kjer kaj zgubljaš, ne? Ja, res. In zato se pol to neha. In pa Pač smo ne delali splača samo, samo še te večje turnirje. Pa še to je bilo tako, po shopping centrih, ker pač je treba, a veš, to je bilo ono, ko si pa firme pa spet. Ne samo, da mora neki cache biti, ampak vsi, ki tam delajo, pač jih boš plačal. A veš, mi smo preko društva vsi za ston delali, ker pa firma je bilo pa ok, moraš plačati vse, ker pač tole fair ne moreš biti. Tako kot so druge organizacije v Sloveniji, ki ne plačujejo svojih delavcev, ker se še društva, a veš, in pa je to. Kira pa potla? Epicentri. Ja, pač oni so društva in ker so društvo je, vsi, ko pri njih delajo, ki na lanih pomagajo, so bili vedno pač za prostovoljci. Ja, to je res. Niso dobili plača, to vem. in niso dobili več niti za prevoz, za spačo, nekaj tam lahko spiš za jesco in mogoče kaj dal. Mi smo šli pa vedno, pač če smo firma, gleda, vsak bo plačan. Ker je bilo toliko. In pa nismo imeli toliko teh lanov, imeli smo pa pač po shopping centru, ker smo sponzorji lažje dobili za shopping centre. In tako je v bistvu community umrl.